The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo me, dobrodošli nazaj na še enem kolesarskem čveku. Ta teden sem spet sam, malo pozem bomo tole izdali, ker je bilo kar pestro dogajanje. Zaključila se je dirka po Sloveniji, še zmer se kle pogovarjamo tudi o Franji, tako da pa Tour de France je tik pred nami, glih zdajle sem imel stranko, ki grejo gledat, sploh zaključek pol vniz, pa zdaj začetek v Italiji, tako da je tudi kar dosti blizu, tako da tisti, ki še niste kaj splanirali, imate dosti blizu. Se pravi, danes se bomo pogovarjali o novi Dogmi F, pa o novi znamki koles, tele klele zadaj, ki jo bomo imeli mi v trgovini. Tako da, evo, kar začnemo. Najprej, v akciji imamo kolesarske majice pa hlače. Tisti, ki želite pa, da ste družba, rečemo, da vsaj ene 5 kolesarjev, če hočete kupiti naš dres, bomo vam gratis lahko tudi naprintamo gor, če želite seveda vaš priimek, lahko tudi zastavo, pa potem še logotip vašega kluba oziroma česarkoli, tako da klubi, družbe, če potrebujete, tako imate res čist neki custom, že tako so omejene izdaje dresi narejeni, se pravi moških je samo 100 kosov, ženskih 32 in ja, če hočete biti nekaj posebenega tudi na cesti, veste, da teh dresov ni veliko, so pa v bistvu ta najboljši model, v bistvu racing model od Asusa, se pravi ekipe RS linija, tako da, to je to. Gremo zdaj kar, ta prva stvar, ki bi se jaz najraješ pogovarjal, je ta nova Dogma F. Se pravi, pa grem najbrž tole povedati, kava, danes je tole, ura je 10, jaz sem pa že kar orang pretiraval, ker sem zjutraj spil malo turške, kakšen deci, pol sem pa, tole je zdaj že 1, 2, 3, 4, 5 pa 6 espresso sta tule noter. Tako da sem že malka Energizer Bunny, ampak tisti, ki me poznate, veste, da to ni nič posebenega pri meni, da sem spil tudi že kdaj kaj več na vse zgodi. Kar sem hotel povedati, če bi imel všeč zdajle polet mrzlo kavo piti, jaz prej nisem nikoli tega delal, ampak zdaj si naredim turško, pa dam v hladilnik čez noč in pol naslednji dan zjutraj, ko pridem v pisarno, si dam še za kakšno uro v skrino, da pol pride taka ledena. In zjutraj sem že to spil, ker tole danes snemam že tretjič, ker prvič sem pozabil audio, drugič me je zmotil en gospod, ki je prišel se pozanimati za kolo, glih za novo Dogmo F. Tako da ja, evo, sem se odločil, da bom tretjič, da grem res čez vse točke čez. In ja, to je to, tako da gremo začeti, ne vem, če sem povedal, ampak ja, kava, hladilnik, zmrzovalnik 1 ura, prije taka ledena, za tele vroče dni je meni fenomenalno. Ok, no, Dogma F, kar je novega pri kolesu, jaz pa Petra sva že pokomentirala v enem do 2 videih, da nama ni nič posebenega, sploh v teh grdih Ineos barvah. No, zdaj, ko so prišle nove barve ven, par jih je res lepih, se mi zdi, da so oba spremenila mnenje in da nama je obema kar orang všeč kolo. Predvsem, se pravi, kaj je zdaj novega. Pa pustimo barve malo primer, se pravi, prvo je, kar je treba poudariti, je tisti, ki poznate Pinarello, je nov karbon, ki ga uporabljajo, se pravi, do zdaj so imeli T1100 od Toraja, zdaj pa so, mislim, da že testirali, že na Touru 2022 so testirali že ta layup, ki je pa točna oznaka, mislim, da je M40X, samo da jaz tega hudiča najdem.
Ja, M40X, kjer se poveča lateralna togost, se pravi, to se bo poznal predvsem mogoče pri spustih, pri višjih brzinah, če pride kakšen stranski veter, ne bo toliko vobli kolo, mislim, se že do zdaj ni bil, vsaj ta ne, ampak če ga pa primerjam s kakšnim SLR 01, ta kolo je v primerjavi z Dogmo je zelo nestabilen pri višjih brzinah, kar rečemo Time Machine ni, tudi ta nov Team Machine R, rečemo, je zelo podoben Dogmi, tako da ja, mislim, da sta ta dva bajka zdaj vsaj pri meni, sta na vrh lestvice, če bi rekel, zdaj pa hočem imeti ultimativen race bike, bi vzel ali Team Machine R ali pa ta novo Dogmo F. Se pravi, nov karbon, pa gremo v sprednjem koncu začeti novo krmilo, na celmu framesetu, se pravi balanca, sedežna opora, krmilo pa okvir sprednjo vilico so pridobili, mislim, da 108 gramov, balanci so pridobili 40 gramov, malenkost je drugače narejena, zgornji del je zožan, pol je pa spodaj, mislim, da je 7-stopinjski kot, ki gre pa malo na ven, se pravi, tako, ko so začeli, ne vem, par let nazaj delati pri grevlu, mislim, par let, že kar nekaj let nazaj, za gravel kolesa, no, zdaj se to vrača tudi v, mislim, zdaj prihaja to še v cestno kolesarjenje, to pa zato zgornji del oži, da ste malo bolj aeropoložaju, spodnji del krmila pa širši, zato da imate malo večjo stabilnost pri spustu. Zožali so isto headset, kar pomeni, da so spet zaradi draga, ki so ga zboljšali za 0,2%, kar za rekreativno uporabo je nič, za profije, ki jim pa na koncu 3-tedenske dirke ne vem, zmanjka 40 sekund do minute, je pa lahko, da bojo glih s tem to noter dobili, tako da za na uni ravni tekmovanja je to zelo, zelo pomemben. Potem sprednja vilica ima malo drugačen kot, v bistvu so malo drugače izoblikovali, je tudi malenkost tanjša, kar se tiče okvirja, spet downtube, top tube sta spet malo drugače narejena, da je bolj aero, kjer je mogoče še dve stvari sta, ki estetsko kar zboljšata ta staro Dogmo F, so šravfi pri seatpostu, objemka je zdaj noter v okvirju skrita, tako da to je ena stvar, ki je zelo lično narejena, ki pri ta stari Dogmi F, ki si za šravfuj uno objemko skozi malo dvignili in pol je pač ja, pri kolesu, ki stane 15 jurjev, bi pričakoval, da je to malo lepše narejen, tako da klej to zdaj skrit in je res lepo. Pol pa še vsi so zdaj na drive sideu, se pravi tam, ker je gonilka, se jih ne vidi več, so zakrite, spet so zboljšali malenkost aerodinamiko, predvsem pa estetsko lep izgleda, vsaj meni, to je tudi rečemo na BMC-ju ta novemu, pa še na kakšnemu kolesu se to že najde. Tako da to je to. Ta tretja, mislim, še ena taka kar dost velika stvar, ki so jo spremenili, je pa bottom bracket, ta del okrog gonilnega ležaja, izgleda full beefier, bolj togo deluje, tako da ja, to je to, zdaj na hiter. Vzeti ta novo Dogmo F, če iščete uno top of the top, da hočete imeti najnovejšo stvar, ja, pač in v tem razredu se to je pač že smiselno, zato ker ta nova, ta stara Dogma F, razlika v ceni, vsaj tako, ko gledam na spletu, niti ne bo prav veliko, mogoče par 100 evrov, tako da ja, tukaj bi se jaz definitivno odločil za novejšo, razen če se bojo ta stare začele prodajati po orang znižanih cenah, pa mislim, da ja, tisti, ki iščete price performance, se vzamete staro in je to, kar mi najbrž ne bomo čutili neke bistvene razlike. Nekaj, kar mi sicer pri Pinarelotu ni všeč, pa kakor sem razbral, jih kar dost tudi rečemo Ineos ekipa je vozila malo drugače, to, da niso šli v večji tire clearance, ki bi pričakoval zdaj, da bojo vse znamke začele delati tire clearance tam vsaj pismo 32 do 34, je že skoraj nujno zlo. Pri Pinarelotu zdaj mislim, da je ta okvir deklariran za 30C,
Čeprav so Parineos uvozili že tudi 32 na določenih dirkah, po moje predvsem kakšna Flandrija pa Paris-Roubaix. Tako da ja, to je to, kar me malo zmoti, da nima večji tire clearance, vse ostalo je pa, ne vem, tukaj jaz mislim, da je kar toss-up za top bike of the year, BMC Team Machine R ali pa Pinarello Dogma F, vse ostalo prvo nima tega prestižnega občutka. Ja, jaz ne vem, če bi dal še kakšen kolo tema dvema zraven. Tako da, ja, to je moje mnenje, odločite se valjda sami. Pride sama teža kolesa je zdaj z Dura Aceom, pa za 53 velikost okvirja je 6,77 kile, kar pomeni s temi obroči, če se da lažje obroče gor od Princetona, pač isti model, ampak sam druge peste, pa potem s pedali in košarcami za bidon, pa pol še nastavkom za števc, pridete do simpel na 6,8 kile, zaradi tega, ker so so je kar dosti nižja teža. Enih 200 gramov lahko pridobite še pri obročih, slabih 200 gramov na 150. Pol sam sedež, če date kakšnega berka gor, v primerjavi s tem od Lynxa, ki je dobite lahko, mislim, da 100 gramov še in ste že na 250 gramov, kar je pa potem teža pedal, košarc in še tistega nastavka je, rečemo, da tam odvisen od pedal, seveda, kjer vzamete. Tako da, ja, mislim, zdaj je ta 6,8 kile je za vsakega rekreativca, ki ima kar orang debelo denarnico, je zelo hitro dostopna, ker prej si se mogel hecati pa naročevati še kakšne sedežne opore, ultralight itd. Zdaj je praktično že vse, ja, kataloško se da že vse rešiti. Logično, meni je orang všeč, če se še malo spimpa, to, kar je že tako čist spimpan kolo, ampak ja, to je pa pol ekstra. Tako da nič, gremo zdaj še na ta drug del. Kar sem hotel začeti je, včeraj smo se dokončno zmenili z Niche Bikes, se pravi to tajsko firmo koles, ki smo testirali, tisti, ki ste gledali video, že veste, o čem se gre, Proven Luxury, to, ko sem rekel, da upam, da bomo že s prvo znamko najdali nekaj, kar želimo pač uvažati. V prejšnjem videu sta že dva tudi testirala ta kolo, tako da se čist strinjam z vsem, kar sta ona da tudi povedala. To ne moramo primerjati z Team Machine R, z Dogmo F, pač te dve kolesi sta top, tudi samo okvir pride to, kot je ta komplet sestavljen, tako da že tukaj je kar nekaj razlike. Vem, kaj pripravlja, se pravi, Niche brand vnaprej, vem, koliko so odzivni, in v bistvu iz tega vidika customer supporta so mi zelo všeč in s takimi, sploh z manjšim podjetjem, to pomeni, da je dosti lažje delati tudi z njimi na dolgi rok, vsaj na začetku, in če smo na začetku z njimi, pol je to čez 10 let lahko ena zelo, zelo lepa zgodba in pač to je meni všeč. Tako da, kar se tega tiče, bomo začeli jih uvažati, so že na spletni strani, v opisu boste imeli in od Dogme F in od Niša link, tako da si greste lahko pogledati. Začel se bo pri tem dobrih slabih 5000 evrov, 105D2 pa z obroči, ki so že skoraj 2 jurja, bo setup. Če hočete imeti karkoli drugega gor, se isto da dati gor, pa bo pač potem cenejš, ampak ja, bomo imeli pa kle zelo hands-on approach, se pravi, pridete sem, se pogleda vse, se naredi določene meritve, če je treba, se pravi, širino krmila, kakšen sedež in tako naprej. Tako da ja, tisti, ki boste do konca naslednjega tedna prišli, ki se bo takrat oddalo naročilo, bomo zrihtali še 10% popusta na to ceno. Tako da, evo, za vse, če kdo kupuje nov kolo, dobite kle res že
orang velik kolesa za ta denar, saj po mojem mnenju, se pravi, da je sorazmerno kar dosti tok, da je lahek, pa predvsem ta udobje, ki pri tem kolesu je, se pravi vse te luknje, ki so na cestah, sploh če malo poslušate, koliko je treba tudi plašče napumpati, se za moje pojme kolo zelo lepo vozi. To sem videl pač tudi na Franji, da se tudi kar se vrtijo obroči, da so super, tudi obroči so njihovi. Če hočete imeti kakšne druge gor, se isto da to spremeniti. Integrirano krmilo pride že zraven, tako da pač nek setup, kaj meni, vsi, ki me saj malo poznate, veste, da sem zelo vizualen in da mi je všeč, če lepo zgleda, in pri tem kolesu gre res lepo vse pač skupaj. Imeli ga bomo možnost z Shimanom sestaviti, se pravi, tisti, ki bo pa hotel imeti čisto custom, se ga da pa tudi SRAM, Campagnolo, karkoli bi želeli imeti, je pa samo na diske in samo z električno grupo, se pravi nekih mehanskih grup ne bomo pač sploh dajali gor. Tako da ja, to je to, kar se tiče samega kolesa. Dobave zdajle, ta prve bojo nekje 2 do 3 tedne, medtem ka pol tisti, ki hočete custom barvo, je pa, bojo rekla, 4 do 8 tednov, čisto odvisno od kere custom poslikave se boste odločili. Moj kolo, se pravi ta zadnji, ki se prodaja zdajle za 5200, je tudi testen, tako da če kdorkoli hoče sprobati, videti, kako se kolo obnaša, dobrodošli, pridete sem, se da pedala gor in se zapeljete in to je to. Se tudi ne bo na začetku čisto nič računal tega. Zdaj, kar se tiče samih obročev, se pravi Silk Road 5.5, jaz sem bil tako kar malo pozitivno presenečen, ker je dosti nizka teža, se pravi teža je tam nekje full chrome window, 1440 gramov, mislim, da sem jih jaz vagal, deklarirani so 1370, če se uporablja še rim tape, pa potem ventilček za tubeless, ne. Če vzamete zračnico, je 1370 gramov, kar je že orang nizka teža, tako da tukaj sem bil pozitivno presenečen zaradi tega, ker pol tudi po ravnini ta brzina ima zelo dober občutek, kakor je pri Princeton obročih, se pravi, bolj ko greste, bolj obroč hoče še bolj iti. Tako da, dokler se ne sproba, se ne ve, ampak ja, z brzino so zelo v redu, kar se tiče klanca gor, ne vem, so to karbonske špice, ampak jaz bi si želel mogoče še neki dodatne te togosti, podoben tako, kot je pri elitovih obročih. Tako da ja, to je to. Se pravi, za une, ki iščete brzino, če ste mogoče tudi kakšni triatlonci, ki nimate glih 2 koles, so te obroči, ja, mislim, kad dobite brzino, se zelo dobro obnesejo. Tako da imajo pol keramične ležaje noter, karbonske špice, so narejene za Shimano in za SRAM, za Campagnolo ne, pa tubeless ready so pa 1370 gramov, kar je, mislim, za to težo je tudi zelo v redu cena, no. Mislim, da so iz 2300 so znižani na 1900 evrov, pa pol z našim 5% popustom, ki so člante, je še pač to zraven. Tako da, evo, to je to, kar sem imel jaz za danes zapovedati. Če hočete podpirati kanal, v bistvu, hvala vsem, ki ste se že vpisali, ja, veliko pomen. Tisti, ki pa hočete še naprej podpirati kanal, še niste vpisani, pejte na approvecycling.com, annual subscription, dobite pač 5% popusta na vse, kar imamo, na spletu tudi, če je že v akciji, pa boste hitro unih 30 evrov nazaj dobili. Ja, nič, approvecycling.com, pejte si kupiti nekaj lepega, uživite do naslednjega tedna, ki po moje bo z mano spet Petra, tako da do takrat pa let's ride.